V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici Mariji. Zaročena je bila z Jožefom, ki je bil iz Davidovega rodu. Angel stopi pred njo. Pozdravljena, polna milosti, Gospod je s teboj. Ojoj, kaj naj pomeni ta pozdrav? Ne boj se, Marija, kajti pri Bogu si našla milost. Otroka boš dobila, sina boš rodila. Daj mu ime Jezus. Velik bo in imenovali ga bodo Sina Najvišjega. Bog, Gospod, mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Vekomaj bo vladal Jakobovi hiši in njegovemu kraljevanju ne bo nikoli konca. Kako naj se to zgodi, ko pa ne živim z možem? Sveti Duh bo prišel nad te in moč Najvišjega te bo obsenčila. Zato bo tudi otrok svet in ga bodo imenovali Božji sin. Tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina, čeprav je že priletna. Zdaj je že v 6. mesecu, kajti pri Bogu ni nič nemogoče. Glej, dekla sem Gospodova. Naj se mi zgodi, kakor si dejal. Čez nekaj dni se je Marija odpravila na pot in pohitela v hribovite kraje v Judeji. Stopi v Zaharijevo hišo in pozdravi Elizabeto. Ko Elizabeta zasliši Marijin pozdrav, se zgane otrok v njenem telesu. Ti si blagoslovljena bolj, kakor vse druge žene, in blagoslovljen je sad tvojega telesa. Kaj sem jaz, da prihaja k meni mati mojega Gospoda? Takoj, ko sem zaslišala tvoj pozdrav, se je zganil od veselja otrok v mojem telesu. Blagor ti, ker si verovala, da se ti bo izpolnila Gospodova obljuba. Moja duša slavi Gospodovo veličino in moj duh se veseli v Bogu, mojem odrešeniku, kajti ozrl se je na svojo ponižno deklo. Glej, odslej me bodo poveličevali vsi rodovi, kajti vsemogočni mi je storil velike reči in njegovo ime je sveto. Za Elizabeto se je dopolnil čas poroda in povila je sina. Njeni sosedje in sorodniki so zvedeli, da ji je izkazal Gospod veliko milost in se veselili z njo. 8. dan pridejo, da bi dečka obrezali in mu dali po očetu ime Zaharija. Ne, Janez naj bo. V vašem sorodstvu nimate vendar nikogar s tem imenom. Sorodniki so znamenji povprašali očeta, kakšno ime naj dajo otroku. Zaharija je hotel tablico. Vsi so ostrmeli, ko je napisal, ime mu je Janez. Zdaj je Zaharija spet lahko spregovoril in hvalil Boga. Vsi, ki stanujejo v tistem kraju, so osupli in po vsem hribovju v Judeji govorijo ljudje o tem dogodku, se čudijo in ugibajo. Kaj neki bo iz tega otroka, kajti Gospodova roka je z njim? Hvaljen naj bo Gospod, Izraelov Bog, kajti obiskal je svoje ljudstvo in ga rešil.
In ti, otrok, boš imenovan prerok najvišjega. Kaj ti hodil boš pred Gospodom in mu pripravljal pot. Janez je doraščal. Živel je v puščavi do dne, ko je javno nastopil pred Izraelom. Tiste dni je izdal cesar Avgust ukaz, da je treba vse prebivalce popisati glede davkov. Tako je šel tudi Jožef iz mesta Nazaret v Galileji, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se je imenovalo Betlehem. Bil je namreč iz Davidove hiše in njegovega rodu. Hotel je, da bi ga vpisali z zaročeno ženo Marijo, ki je čakala otroka. Ko sta se mudila tam, je prišel njen čas, ko naj bi rodila. Porodila je sina prvorojenca, ga povila v plenice in položila v jasli, ker niso imeli v prenočišču nobenega prostora zanju. V tistem kraju so pastirji prenočevali pod milim nebom in varovali svoje črede. Tedaj stopi k njim Gospodov angel in obsije jih nebeška svetloba. Pastirje prevzame silen strah. Ne bojte se, kajti oznanjam vam veliko veselja, ki ga bodo deležni vsi ljudje. Danes se vam je rodil v Davidovem mestu odrešenik. On je zveličan, Gospod. In to naj vam bo dokaz. Našli boste dete, povita v plenice in položena v jasli. In tedaj je stala v angelu množica nebeških zborov, ki so hvalili Boga. Slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji, ki žive v njegovi milosti.